Živijo, Aljaž spet z vami in dobrodošli v novi epizodi Lidlove vitalnice. Danes je tak malo oblačen dan in na srečo ne dežuje, ampak sneži, tako da prava zima se je začela. Mi smo se pa zato odločili, da gremo na Možica. Štartamo iz Soške planine, kjer je tudi smučišče in ob smučišču nadaljujemo gor proti vrhu. Na vrhu smučišča se zavijemo v desno, da pridemo na cesto. No, včasih v takem vremenu se nam res ne ljubi ven iz hiše. Je veliko bolj prijetno ležati doma na kavču. Ampak, če nam pa le uspe nabrati to energijo, da se spravimo ven, gremo tudi v slabšem vremenu nekam, kjer je seveda to še varno. V takem vremenu se kar ne odpravljamo v visokogorje. Je pa nagrada res velika in občutki so fenomenalni. Sam spraviti se je treba. Tako, zdaj nam bo Marko, ki je malo bolj domač v teh krajih, razložil, kakšne možnosti izbire poti imamo. V poletnem času se držimo smerokazov in markacij. Ob večjih količinah snega pa na koncu prve vlečnice zavijemo desno, kjer poteka cesta oziroma vlaka, tam je ponavadi narejena gas. Probamo se držati uhojenih stez in pustimo turno smučarsko sled oziroma špuro za smučarje. Ja. Na vrhu Možica stoji litoželezna kupola, ki je ostanek Rapalske meje. Leta 1920 sta v Rapalu kraljevina SHS in kraljevina Italija podpisale mirovno pogodbo. Z Rapalsko pogodbo je bila določena meja med državama, s čimer sta bile Istra in del Dalmacije dodeljene Italiji, ki pa je v zameno priznala kraljevino SHS. Še danes lahko najdemo ostanke Rapalske meje, podzemne rove, kasarne in pa takšne litoželezne opazovalnice. Torej, v takem primeru, kot je danes, ko so nas razmere majčkeno presenetile in je veliko bolj vetrovno, kot smo predvidevali, je ključnega pomena to, da preberemo razmero in pa naše psihofizične sposobnosti. Zdaj, v tem primeru, če vam je kaj takega preveč ekstremno, v tem primeru rajši obrnemo. In pa tudi, če poti ne poznamo, ne rinemo naprej, ker je velika verjetnost, da kje zalutamo in potem najti pot nazaj zna biti problematično. Našo sled zaradi sneženja in vetra hitro zamede, zato je poznavanje poti zelo pomembno v takšnih razmerah. Danes smo videli, kako se lahko ena enostavna tura, ki je primerna za družine, spremeni v malo bolj ekstremno odpravo. Cheers. No.